Pozdravljeni pred to kar veliko publiko, pravzaprav polna dvorana, je danes zbrana tukaj. Jaz moram povedati, da sem bila prijetno presenečena, ko me je kolegica Katja Sudec povabila k temu kolokviju, k temu seminarju, kajti problematika umetnosti in slepih je tako v svetu, kot smo tudi od doktorja Bavčarja danes že slišali, tako v svetu, kot seveda tudi v Sloveniji še zelo marginalizirana problematika. Z psihološkega vidika, kako z psihološkega vidika slepi dojemajo umetnost, pa pravzaprav v nekih, bom rekla, praktičnih spoznanjih, kaj dosti se o tem ni govorilo, vendar znanost, psihološka znanost pa pozna neke smernice, celo si upam trditi neke trditve, o dojemanju umetnosti pri slepih. In o tem bi pravzaprav želela z vami danes spregovoriti. Temeljno vprašanje, ki si ga v psihologiji zastavljamo, je seveda, kako slepi dojemajo umetnost. Kateri so tisti vzvodi, kateri so tisti mehanizmi, ki omogočajo slepemu dojemanje umetnosti. In to vprašanje pravzaprav se pojavlja že odkar se psihologija ukvarja z tem problemom. Zdaj, če pogledamo čisto tradicionalni pogled, tradicionalni pogled na samo galerijsko umetnost, seveda galerijska umetnost bazira na vidu in vizualnih dražljajih, to je pač dejstvo. In tradicionalna teza, ki je izhajala iz tega dejstva, je pač bila ta in je, da jo samo preko vida lahko polno dojamemo. In ta misel pravzaprav se je vraščala ne samo v stereotipno mišljenje obiskovalcev muzejev, javnosti in tako dalje, ampak se je celo vraščala v neke humanistične poglede pravzaprav. Recimo zgodovinar Ernst Gombrich je še v 70-ih letih poudarjal ta pojem economy of vision, se pravi, da je vid tisti, ki omogoča ta dejanski vpogled v umetnost in tako naprej. Potem recimo sociolog Pierre Bourdieu je v 80-ih letih poudarjal to ekskluzivnost in elitnost, v bistvu dojemanja in sploh ukvarjanja z umetnostjo, da so pač to samo določeni izbranci, neke elite, te, ki jim je dana možnost ukvarjanja z sploh razumevanja in tako naprej umetnosti. No in zdaj, če to pogledamo, projiciramo na področje slepih, seveda to bi lahko rekli, da pravzaprav izhaja iz neke pasivne izključenosti, kjer pomeni, da po tem tradicionalnem pogledu so seveda slepi dobrodošli v muzeje, v galerije, ampak to je pa tudi vse, kar pravzaprav se jim nudi. V tem smislu, o čemer je že prej dr. Bavčar govoril, o tem pač dejstvu, da pač kaj lahko aktivno pravzaprav participira in pač dojame iz neke muzejske sredine, kaj pa ne more. No in če pogledamo zdaj pa čisto te tradicionalne psihološko-pedagoške poglede na razumevanje, dojemanje umetnosti, so se pa v glavnem psihologi ukvarjali z stopnjami okvare vida. Manjša kot je stopnja okvare vida, večja je pač dostopnost do umetnin. Te in obratno, se pravi, pri slepem je to praktično, tradicionalno bilo gledano, nemogoče. No in kljub vsemu, ko se je pač ta stereotipni vidik, tudi znanost je namreč podvržena stereotipom v nekaterih svojih pogledih, odvisno pač seveda od generatorja te posamezne ideje. Tako bom rekla, tudi sama
vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih se je potem v glavnem baziralo na otrocih. Niso se kaj dosti ukvarjali z odraslimi, se pravi, kako vzgojiti, kako pristopiti k čisto vzgoji za dojemanje umetnosti pri odraslih, ampak v glavnem pri otrocih. In že to je pravzaprav veliko pionirsko delo, seveda, da se je psihologija začela jasno s tem ukvarjati, da ne govorim potem pedagogika in tako naprej. Zdaj, če pogledamo, čisto bom rekla, jaz moram reči, sem kar precej preštudirala te vidike, kako psihologija gleda, kako psihologija razume pravzaprav to dojemanje umetnost in samo umetnost pri slepemu. In nekako bi lahko rekli, da zaznamo skozi zgodovino do današnjih dni pravzaprav dva nekako taka temeljna pristopa. En pristop je pristop, ki bolj temelji na čutnih procesih, se pravi na senzoriki kot taki. Drugi pristop je pa pristop, ki temelji na kognitivnih procesih. In če si najprej ogledamo pravzaprav ta vidik, ki se loteva ali pa ki bazira bolj na čutnih procesih. Zdaj, če pogledamo 20. stoletje, to je bil razvoj empiričnih študij in prve domneve, ki so se ukvarjale z slepimi in raziskave, so v glavnem izhajali iz študij primerov, se pravi, tako kot smo že prej slišali, recimo osebe, ki so spregledale in tako naprej, ali pa od rojstva slepi, ali kasneje oslepeli in tako naprej. Skratka, ampak vse skupaj je baziralo bolj kot ne na študijah primerov, seveda. No in prvi tak psiholog v 30. letih prejšnjega stoletja je bil nemški psiholog Max von Zenden, ki je pač trdil, da slepi nimajo razvitega koncepta vizualne estetike. Do tega spoznanja je prišel v tekom svojih pač študij primerov in trdil je tudi, da med vidom in dotikom ni povezave. Torej, predstavljamo si to zelo kategorično trditev. Že kar nekaj let za njim, 10 let za njim, je bil en madžarskega rodu psiholog, ki je deloval na Nizozemskem, Geza Reves. On je leta 50 napisal fenomenalno knjigo The Psychology of Art of the Blind, se pravi psihologija umetnosti pri slepih. In dejansko je se loteval tega fenomena, kaj pravzaprav, kako ravno tega vprašanja, kako slepi dojemajo umetnost. In je takoj v bistvu pometel, da rečem, z temi von Zendenovimi trditvami, ugotovitvami, in postavil je teorijo haptičnosti in pokazal je na to bistveno povezanost med vidom in med dotikom. Ko je govoril pisal o umetnosti, se je predvsem skliceval, osredotočal tukaj na kiparstvo. V kiparstvu je videl tisto, bom rekla, kazalko, ki lahko slepemu omogoča nekako najbolj stik z umetnostjo. Vendar pa Geza Reves, kar se tiče pa estetske presoje, se pravi te estetske zaznave, o čemer smo tudi prej slišali, pa kljub vsemu se ni odločil oziroma je v svojih razpravah prišel do zaključka, da slepi niso sposobni estetske presoje. 60. leta so prinesla skupaj z odkriti psihologije drugimi, recimo tudi s temi raziskovanji iluzij, halucinacij in tako naprej, spet drugačna, nova spoznanja. In zelo znan psiholog Richard L. Gregory, on se je sicer bolj kot ne ukvarjal z fenomenom iluzij v psihologiji. Je pa znano njegovo delo iz leta 63, konkretno Recovery from Early Blindness, ker je zopet, se pravi, ta zgodnja slepota, se pravi, okrevanje po zgodnji slepoti. In na študijah primera je uspel potrditi, ponovno,
da povezava med dotikom in vidom jasno obstaja, je pa ugotovil tudi, postavil tezo o tako imenovanem cross-modalnem transferju, kjer je dokončno pokazal na to, da so slepi še kako sposobni estetske presoje. Se pravi, to so bila zdaj ta 60. leta. No, če gremo naprej v 70. leta, John M. Kennedy je zelo znan psiholog, ki se ukvarja z psihologijo percepcije. On tudi v 90. letih in še danes je publiciral precej dobrih, odmevnih člankov in knjig. No, za nas, za naš primer je bistvena knjiga, ki jo je leta 1993 napisal z naslovom Drawing and the Blind. Tukaj se pravi risanje in slepja. Tukaj se prav konkretno ukvarja z samo fenomenologijo in seveda psihologijo, zaznave, kako slepi riše pravzaprav. In bolj kot ne se ukvarjajo seveda s tipnimi slikami, kako skozi tipne slike prvič kako riše in kako dojema to risbo. No in seveda on je jasno pokazal, potrdil zopet to, da je mogoče prostorsko zaznavo dojeti tako preko vida, ampak povsem, bom rekla, enakovrednost, interpretacijo pa lahko dobimo tudi preko tipa, se pravi ali vid ali tip, oziroma jasno, če vida ni, je tip prav tako, bomo rekli, mogoč, tisti, skozi katerega lahko dojamemo prostorsko zaznavo. No, on je takrat v 70., 80. letih postavil tezo, da imajo seveda tudi slepi vrojeno sposobnost razumevanja umetnosti. Torej, da se rodijo s to sposobnostjo, ki je še imanentna, ki je latentna, seveda to sposobnost je potem treba manifestirati, ampak obstaja. In seveda ta njegova teorija je tako, kar se tiče umetnosti slepih, kot tudi za celotno psihologijo, je pravzaprav izrednega pomena za razvoj spoznanj v kognitivni psihologiji, kar bomo potem videli, ta druga sfera, recimo, ki poudarja te kognitivne vidike pravzaprav dojemanja umetnosti pri slepih. In seveda, da ne govorimo o pomenu za prakso, ki jo je ta knjiga, ta njegova odkritja, ki so imela pravzaprav za slepe in za njihove učitelje. Zdaj, recimo drugi taki pogledi, psihološki pogledi, kjer je večji ta poudarek na čutnih procesih, so seveda recimo pogledi Oliverja Saxa, on je zelo znan, tak kontraverzni raziskovalec. On je bolj kot ne poudarjal te družbene vidike oziroma poudarja družbene vidike, zlasti te barvne slepote in tako naprej, kako se pravzaprav mora sama družba prilagoditi na slepoto in tako naprej. Ampak dejansko je tudi vnesel, kar se tiče za dojemanje umetnosti, je vnesel tudi ta fenomen, pravzaprav ta pomemben kazalec, da se mora tudi sama družba prilagoditi, samo okolje prilagoditi in spodbujati dojemanje, ustrezno dojemanje slepih, kar se tiče umetnosti in vključevanja slepih v umetnostne dejavnosti. Zdaj, danes, recimo, kaj se danes dogaja na tem področju, recimo ne moremo prezreti Charlesa Spensa, on se sicer ni ukvarjal specifično z slepoto in dojemanjem umetnosti pri slepih, ampak je pa eden, ali pa kar prvi, bomo rekli, dejanski pionir v raziskovanju interakcije med čuti. To je za njega tisto, kar je, tukaj je on toliko odločilen pri tem, da je pokazal, kako čutila med seboj so v stalni interakciji. In recimo še letos je izdal fenomenalne, bom rekla, razprave znanstvene o dojemanju bolečine, pravzaprav tudi, in kako skozi bolečino pravzaprav posameznik zaznava neko realnost. O tem mogoče bi lahko samo neko asociacijo dala na tako imenovani body art v umetnosti in body art in slepi, recimo, kot ena taka
kategorija. Ne. Potem seveda on je tudi recimo pokazal, zdaj so kar opozoril na to modo, opozarja na to modo v narekovajah, tako imenovanih restauracij, večeri v temi. Tudi Slovenija je zdaj začela s tem, ampak v tujini je to že kar nekaj časa znano. Skratka, kaj je tisto, kar ljudi privabi, videče ljudi privabi v to, da gredo v te restauracije in tako naprej. Ampak da ne bomo zašli, recimo, kar je bistveno, pri tem bi omenila še Simona Angerja, on je pa v bistvu to, se pa intenzivno ukvarja z tipnimi zemljevidi konkretno in ta transformacije dvodimenzionalnosti v tridimenzionalno razumevanje in ta crossmodalni transfer med vidom in dotikom. To so recimo te raziskovalne študije, ki so danes pravzaprav na področju dojemanja čutov in teh čutnih procesov recimo odločilne in zaznamovale in nam podajo pomembno informacijo za to, kako bomo razumeli to vprašanje, kako slepi dojemajo umetnost. Zdaj pa, če gremo na kognitivne procese, jaz sem rekla, to je ta druga veja, ampak vam moram povedati, je ravno tako sega v zgodnje 20. stoletje in sicer bi kar lahko rekla z Vigotskim. Vigotski je namreč ta avtor, ki je resnično, mislim, jaz ga dobesedno obožujem pravzaprav z tega znanstvenega vidika, ker je pokazal tako jasno vse te inkluzivne premise in pomen inkluzije za otroka z posebnimi potrebami, konkretno slepega, kar so potem kasnejše nevropsihološke raziskave dokazale, pokazale z vsemi zapletenimi aparaturami, kot so funkcionalna magnetna resonanca in tako naprej. On je to vse predvideval v teh svojih razpravah. No, ampak kar želim povedati, ena dost, bom rekla, prezrto delo je leta 25 napisal, pa je ostalo to delo v bunkerju do leta 68, namreč gre za delo The Psychology of Art, psihologija umetnosti. Namreč še leta 71 je pa on potem, mislim, je pa ta njegova knjiga išla v angleščino. Zasluge sploh zato, da se je to delo publiciralo, ima pa njegova hčerka, ker kot veste, Vigotski je bil neke vrste heretik, postal v takratni sovjetski deželi in Stalin je po njegovi smrti pravzaprav izbrisal njegovo ime iz vseh znanstvenih revij, prepovedal vsa njegova dela, skratka ni se ga smelo omenjati nič. Čeprav je on pokazal tukaj te prve zametke kulturno-zgodovinske teorije. Zato jaz si upam trditi, pravzaprav tudi zaradi tega pedološkega dekreta, ki je takrat prevlada in sploh tega sovjetskega vpliva, ki ga je imela ta doktrina, je vzhodna Evropa tako zaostala v pojmovanju inkluzije in v enakih možnostih slepih in slabovidnih, ker so še do nedavnega ni bilo sploh zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in tako naprej. In se šele zdaj pobira vzhodna Evropa in seveda Slovenija ni tukaj nobena izjema. No, se pravi, on je pa poudarjal zlasti to arhitekturo kot material in obliko in kiparstvo kot material in obliko. S tema dvema fenomenoma se je on predvsem igral. Ampak kaj zdaj, če razumemo, če mi beremo zraven še to njegovo delo Osnove defektologije, ki je prevedeno tudi v slovenski jezik, potem vidimo, da se v Vigotski prvenstveno ne ukvarja z dotikom. Ne ukvarja z dotikom, ampak umetnost razlaga skozi dojemanje koncepta, se pravi konceptualno, se pravi so že te zametki, jasni zametki kognitivnih vidikov, kognitivnih procesov, ki so pomembni za dojemanje umetnosti pri slepih. In sicer dojemanje koncepta, ki se nanaša na senzorno podobo. In njegovi kasnejši učenci so jasno pokazali, kako je že Vigotski pravzaprav dojemal umetnost kot
trojni proces, kot zaznavni proces, kot intelektualni proces in kot čustveni proces. To so tri bistvene kategorije, ki so bile v njegovih delih izpostavljene. No in en drug Rus, Ovsjaniko Kulikovski, je iz njegovih del povzel, pravi to, umetnost je vaja duha, se pravi, duh je tisti, ki šele tvori in materializira neko umetnost. No in seveda, kot sem rekla, osnove defektologije so potem pokazale na ta pomen, seveda, inkluzivne vzgoje in izobraževanja, tega, kar smo tudi že prej slišali, da je potrebno v vzgojo in v izobraževanje umeščati jasno te kategorije umetnostnega dejstvovanja. Zdaj bom rekla, kot sem povedala prej, sodobne nevrološke raziskave so njegovo tezo in večino njegovih tez potrdile. In leta 1999 smo, bom rekla, v psihologiji, nevropsihologiji dokončno dobili ta vpogled, da različni možganski centri so odgovorni za različne predelave informacije. Se pravi, recimo, čisto okcipitalni reženj je odgovoren za predelavo informacij vidnih dražljajev, temporalni reženj za informacije auditornih dražljajev, parietalni reženj pa za gibanje, orientacijo in različne tipe prepoznavanja. Ampak kaj je bistveno pri tem, kaj se je takrat zgodilo, ko so nevropsihologi to predebatirali? Bistvo je to, da ti centri delujejo povezano med sabo, ne delujejo neodvisno drug od drugega, ampak so v stalni, nenehni interakciji in šele s pomočjo na osnovi te povezanosti pravzaprav lahko človek prepoznava predmete, zvoke in druge informacije. In to je zopet za psihologa zelo pomembna informacija in tudi za učitelje, bom rekla, umetnosti, da vemo, da je mogoče, da naši možgani dejansko delujejo na taki povezani ravni. Po letu 2000, se pravi, po letu 2000, 21. stoletje, z pospešenim raziskovanjem s pomočjo funkcionalne magnetne resonance, se pravi nekega fotografiranja, da tako rečem, možganov, so bili raziskovalci sposobni prepoznati, ugotoviti, da se vizualni korteks pri slepih ravno tako stimulira, zlasti takrat, oziroma bom rekla tako, predvsem pri treh dejavnostih, ki jih izvajajo slepi. Prvo je branje v brajici, zato je pri slepih zelo pomembno, da čim več berejo v brajici, ko gre za tudi stimulacijo vizualnega korteksa. Če govorimo o umetnosti, prej smo videli te tipne slike, čim več tipnih slik, ta čutni proces je zelo pomemben. Potem vizualni korteks se pri slepih stimulira tudi z procesiranjem govora, se pravi poslušanje, govorjenje, vsa ta vidik in seveda verbalni spomin. Se pravi, to so tri te kategorije, ti procesi, ki so pomembni za to, da se vizualni korteks stalno stimulira. No in kaj pa danes, bom rekla, leto 2010 oziroma sedanjost kaže, v nevropsihologiji lepo so pokazali raziskovalci, da so naši možgani plastični, en tak fenomen tako imenovane plastičnosti možganov obstaja. Se pravi, da so naši možgani sposobni reorganiziranja delovanja. Se pravi, če včasih se je mislilo, če nek predel v možganih ne deluje, potem s časoma odmre, zamre, nima funkcije. Ampak danes je jasno, to so zlasti po možganskih kapeh, so začeli to se intenzivno ukvarjati s tem raziskovalci, so ugotovili, da so naši možgani še kako sposobni reorganizacije, seveda, če je posameznik ustrezno obravnaval. No in recimo raziskave so pokazale, da so zaznava, kognicija in delovanje v stalni medsebojni interakciji.
Pri slepih se pojavi konkretno masovna reorganizacija delovanja v tistih kortikalnih področjih, ki so sicer odgovorna za vid. Se pravi, zelo intenzivna reorganizacija. Vos in drugi so pa pred 3 leti opozorili na neko zelo pomembno, zelo banalno dejstvo, ampak zelo pomembno, ki ga spregledamo. Na reorganizacijo delovanja možganskih centrov vplivajo spodbude iz okolja. Torej, okolje je tisto spodbude, ki jih dobiva, ne vem, slep otrok, recimo, od rojstva naprej, tiste spodbude so bistvene za njegovo reorganizacijo možganskih centrov. Zato je recimo Vigotski že, to je on poudaril, že zakaj je on rekel, da je potrebno slepega otroka takoj vključiti v okolje videčih, zato da se mu možgani prilagodijo, ne zaradi ne vem kakšnih človekoljubnih in ne vem kaj vse, ampak čisto nevrološko je to pomembno, lahko je sicer v nekem segregiranem okolju, ampak njegovi možgani bodo reorganizirani drugače, zato je treba takoj vzpostaviti, takoj ga vreči v vodo, da tako rečemo. No in skratka spodbude iz okolja so tiste, ki so bistvenega pomena. Zdaj bom rekla, če se spomnimo prej Kennedyja, ko je rekel, da imajo slepi vrojeno sposobnost za dojemanje umetnosti. Z vidika nevropsiholoških, če združimo zdaj še nevropsihološke raziskave, lahko izvzamemo 2 sklepa ven. Prvi sklep je ta, da so slepi sposobni dojemanja umetnosti zaradi plastične sposobnosti možganov, kar pomeni, čim prej je treba slepemu ponuditi umetnostno vzgojo, da tako rečem, in izobraževanje, takoj, od prvih trenutkov naprej. No in seveda, drugi sklep, ki pač implicira to, seveda je ta, da je visoko plastičnost mogoče dosegati s spodbudami iz okolja. In tukaj imamo potem spet pa to aktivno vključenost slepega v umetnost. O tem smo že 2 dneva pravzaprav precej poslušali, ampak tukaj želim čisto iz teh objektivnih nevropsiholoških dognanj še okrepiti, podkrepiti ta naša prizadevanja. No in zdaj kdaj, kot smo rekli, kdaj aktivno vključiti slepega v umetnost? Seveda smo rekli, takoj, ker ima izredno pomemben vpliv na njegovo pozitivno prilagoditveno reorganizacijo delovanja možganov, zaradi plastičnosti možganov. Se pravi v vrtcu, še pred vstopom v vrtec, skratka vse skozi poudarjati ta vidik vključevanja, aktivnega vključevanja slepega v umetnost. No in zdaj seveda, na kakšen način, ko govorimo o inkluziji, kako bi, zdaj, če smo pa gremo mečkam bolj v aplikativno zadevo, na kakšen način, pravzaprav, kako se tega lotiti, in kje so ti vzvodi, kje so te spodbude, prav gotovo so prve spodbude v družini. In raziskave so pokazale, da socialni, družinski in kulturni družinski vzgojni vzorci so tisti, ki formirajo v prvi vrsti seveda zanimanje slepega za umetnost. Sploh to radovednost pravzaprav mu vzbudijo. Drugo je seveda okolje. Zlasti okolje pa lahko, recimo tudi muzejsko okolje, da tako rečemo, omogoča to spodbujanje zavedanja svojega kulturnega okolja. In to recimo se mi zdi res izvrstno, kar ste aktiv, zdaj si prizadevate recimo to kolo, ki je pač iz tega časa pradavnine, potem mostiščarje. To je naša kultura slovenska. In recimo slepi je prav, čudovito je to, da se to omogoči na tak način, ker se z zavedanjem svojega kulturnega okolja bo tudi slepi dobil, mu bo, kako bi rekla, narasla ta radovednost, pravzaprav. In seveda vzgoja in izobraževanje, tukaj predvsem imamo v mislih tudi izobraževanje učiteljev, zlasti te preseganje predsodkov in stereotipov o nezmožnostih, dojemanja slepih, kar se tiče umetnosti. Ne bom več dolga, bi samo nekaj primerov dobre prakse pokazala. Tle imamo, slučajno sem
pravzaprav našla to fotografijo Mone Lize, tega nizkega reliefa, o katerem je dr. Bavčar prej govoril, potem so drugi taki primeri, ampak to je pač seveda vse s tehnologijo mogoče dosežti, tukaj govorim o tehnologiji, razne tipne slike, seveda. Prosim? Ja? A res? No, odlično, hvala lepa za super. No, evo, vidite, krasno. Krasno, torej v Sloveniji, tukaj so vzete pač iz tega Art Education for the Blind te fotografije, torej tudi Slovenija ima te tehnološke dosežke, potem recimo rojstvo Adama, potem razni taktilni diagrami, potem recimo ta inštitut, v bistvu, ki se ta Art Education for the Blind, oni imajo prav posebej, standardizirane, recimo te taktilne vzorce, s pomočjo katerih naj bi označevali določeno, ne vem, senco, material, pozicijo in tako naprej, ampak ne bomo se s tem zdaj ukvarjali, recimo potem samo dojemanje umetnosti, s pomočjo dotika, recimo in tako naprej. Poznamo tudi recimo druge ekskurze, recimo zvočne umetnosti, recimo Giasante, to je en zvočni umetnik, ki je impresionizem povezal z glasbenim sozvočjem, pravzaprav impresionizem, kot ste ne bom kaj narobe rekla, te pikice, pravzaprav, je nekako s temi akordi in toni skušal povezati, in zelo zanimivo upodobil, Potem govorimo, recimo kot primer dobre prakse so tudi ta verbalna upodabljanja, ta verbal imaging, ki se bom rekla, v galerijah, s pridom uporablja, opisovanja umetnin, brez tega danes praktično ne gre, Recimo pred leti, koliko je 11 let od tega, je v bistvu American Foundation for the Blind izdal en izredno dober priročnik Art Beyond Sight, se pravi umetnost za onkraj vida, kjer gre za pravzaprav priročnik k umetnosti, kreativnosti v kontekstu okvare vida. No, in da ne govorimo o Sloveniji, kar pravzaprav ta simpozij tudi skuša izpostaviti in vse ti poudarki, ki se v Sloveniji odvijajo in dogajajo, in jih lahko damo, kar že bi rekla, lahko ob bok, primerom dobre prakse v tujini. Moramo res, odlične zadeve se dogajajo tukaj na tem področju že pri nas. Zdaj bom rekla tako, nekako za konec, da bi rekla, kaj so ta bistva, glavna bistva pri vzgoji in izobraževanju slepih in za dojemanje umetnosti z vseh teh podlag psiholoških, ki smo jih zdaj skušali skicirati. Seveda dotik je bistvenega pomena, brez dotika, brez konkretne izkušnje ne gre. Drugi čuti definitivno izjemnega pomena, von, recimo, to bo tudi ta razstava o tem kolesu in življenju Mostiščarja, tudi temelji na vonju in tako naprej. To je res veččutna razstava, seveda, ja, in na drugih čutih. Potem gre za opisovanje umetnine, se pravi, opis mora biti prisoten, ta verbal imaging. Ok, vse to je osnova, brez tega ne gre, ampak zdaj kaj, če hočemo pa mi ta res pravi presežek narediti, bomo rekli, je pa dobro, vse ta spoznanja psihologije umetnosti in specialne pedagogike Vigotskega, recimo, Vigotskega, aplicirati tako, on namreč umetnost razlaga, se spomnimo, skozi dojemanje koncepta, ki se nanaša na senzorno podobo. Se pravi, to razumevanje, to celostno dojetje, ta intelektualni duh, tako kot se reklo, umetnost je vaja duha, to je tisto, kar je bistveno za res pravo aktivno vključenost.
Drugo, kar se je skazalo kot zelo pomembno, en fenomen je bil pred leti odkrit, ali kako bi rekla, ne, tako imenovana izobraževalna doza. Lubinski psiholog se v glavnem s tem ukvarja. On je to pač pojmoval izobraževalno dozo bolj v kontekstu nadarjenih, ampak enakovredno je lahko, bom rekla, predamo tudi v primeru slepih. Ne. Namreč, kaj je tukaj bistveno pri izobraževalni dozi? Čim več izobraževanja ponuditi možnosti slepemu za dojemanje in ukvarjanje z umetnostjo. Čim večja izobraževalna doza, to je bistveno, ne, ker ta sposobnost je prisotna, ne, samo odkriti jo je treba, ven jo je treba spraviti. In ta pravzaprav pomeni to intenzivnost in raznolikost izobraževalnih intervencij, ne, se prav o intervencijah govori, in seveda vzpostavljanje, ne, takega učnega okolja, ki bo omogočalo dojemanje umetnosti. Zdaj recimo tukaj se mi zdi zelo zanimivo, Lubinski je tako rekel, ja, ok, vse je okolje pri nadarjenih, je pomembno, ne, ampak, a veste, nadarjenje je rekel, kakršnokoli okolje jih dejte, vedno bodo dobri, ne. Zato jaz še enkrat poudarjam, ne, je potrebno slepega otroka takoj vključiti v videče okolje, zato da se takoj, da zna plavati v različnih kontekstih, ne samo v enem. Zato je ta izobraževalna doza toliko pomembna, ne. In seveda tisto učno okolje, ne, to so pokazale raziskave, konkretno recimo Hein je tak zelo pomemben raziskovalec, učno okolje, ki je recimo bilo izpostavljeno ustreznim socialnim in kulturnim pogojem že od otroštva dalje, prispeva več k dojemanju umetnosti, kot pa stopnja vidne okvare. Ne. To je tista, se mi zdi, glavna ugotovitev, ne, ki jo sodobna dognanja poudarjajo. No, in kar je pa bistveno, en Hein, to je en britanski raziskovalec, je pa to poudaril, kaj je bistveno pri aktivni vključenosti. Vključenost v fizično galerijsko okolje. Se pravi, ne samo neke abstraktne razprave ali učenje v šoli, v razredu, ne, o umetnosti, ampak iti v galerijo, se dotikati tam predmetov, razpravljati o predmetih, to, kar je govoril, ne, dr. Bavčar prej, tudi 7 ur preživeti, če je treba ob enem kipu. Ne. To je ta neposredna, bom rekla, neposredno galerijsko okolje, ki se ne more primerjati z nobenim spletnim okoljem, z nobenim učbenikom, ampak ta vpetost, ne, šele lahko pokaže celovitost umetnine in na ta način, bom rekla, lahko pride do tiste prave, ustrezne estetske presoje, estetske zaznave in seveda do čustvene vpetosti, ker čustveni odnos, vrednostni odnos, ta strast, ki jo čutiš, ne, ob neki umetnini, ne, to je tisto, kar je potem pravo bistvo aktivne vključenosti. Tako da najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, dr. Kobal Grumova. Zdaj me pa zanima, morda naši predavatelji imate kakšno vprašanje. Ja, časovni Fredrik. Meni se zdel ta vaš zadnji poudarek izjemno pomemben, pa bi ga ob tej priliki morda razširila na celotno otroško populacijo. Namreč prezenca je čisto nekaj drugega kot informacija. Tako da, kadar govorimo o umetnosti kot informaciji, gre za redukcijo, po mojem mnenju. Enako pa velja, to pa ima pomembne posledice, to zavedanje na organizacijo pouka. Moje mnenje namreč je, da bi se res moralo iz šole večkrat iti v galerijo, predvsem pa, da bi si šole zaslužile, da to ne bi bil noben nadstandard, vsaj 3 izbrane likovne umetnine, ob katerih lahko otroci zrejo, bulijo, kontemplirajo, kakorkoli že temu rečemo, v živo, ne posredno. Zanima me pa še tole, vi ste to zgodbo konceptov pripeljali do, če rečemo pogojno, slepega kot
aktivnega, udeleženega gledalca v galeriji. Zanima me pa, kaj psihologija reče o njegovem ustvarjalnem potencialu. Ja, hvala lepa. Jaz se namenoma nisem podala imela sem pripravljeno še drugo vprašanje, se pravi, kako izražajo umetnost in tako naprej, ampak bi bilo čist predolgo, bi obseglo še nadaljnih 45 minut. Ampak dejansko, seveda jasno, je psihologija kaže, je pokazala, recimo konkretno ta Kennedy, on je veliko se ukvarjal s tem, z risbami, in na kakšen način je mogoče pravzaprav naučiti tudi slepega risanja, kiparjenja in tako naprej. To absolutno obstajajo raziskave, ki gredo v štric z, rekla, temi pedagoškimi spoznanji. Ravno tako mora slepi obvladati eno dimenzijo, dve dimenziji, tri dimenzije, vi ste včeraj govorili o perspektivi, recimo, in tako naprej. Vse to so izredno pomembni koncepti, brez katerega pravzaprav ne gre. In seveda je precej, bom rekla, če samo po spletu malo pogledamo, imamo kar nekaj takih zelo dobrih ustvarjalcev, likovnikov, kiparjev, ki so slepi, tudi konkretno, ne vem, Koledar, recimo, jaz sem zelo presenečena, prijetno presenečena, ko sem dobila ta Koledar za leto 2014, ki je poleg tega, da je tudi v brajici napisan, tudi, bom rekla, opremljen z umetninami slepih umetnikov in umetnic, definitivno. Hvala, vidim, da imamo zadnji še eno vprašanje. Dobar dan, Lenka Puh, podjetnica, zaposlujem v bistvu ljudi, o katerih se danes govorili in še iz drugih skupin, imam v bistvu to vprašanje, ta prehod. Eno je učenje, drugo je v bistvu to znanje uporabljati za življenje. Se pravi, mi, ki smo delodajalci, v bistvu se srečujemo s tem, kar ste prej povedali, da smo del vzhodnega bloka, da so ti naši sodelavci pač ta šolski sistem skozi. Me zanima, kakšne so v bistvu možnosti in koliko je v bistvu znanja na psihološkem področju, da bi mi lahko dobili podporo, da bi vse zdaj izdela lahko določene stvari na tem čutenju izboljša, ker vidimo, da je to zelo pomembno tudi v medsebojnih odnosih in vseh teh stvari. Ja, hvala lepa za to zelo pomembno vprašanje. Jaz sem ga ravno tako pred leti zastavila na enem simpoziju psihologov mednarodnem, ki se ukvarjajo z problematiko slepote. Pač tarnala sem o naši usodi, slovenski, kar se tiče osveščenosti in tako naprej in sploh zakonodaje kot take, ampak sem dobila potem eno tako zelo zanimivo pojasnilo. Eden od skandinavskih predstavnikov mi je odgovoril, glejte, Skandinavija, Danska, Norveška in te države, mi smo rabili 30 do 40 let, da smo hodili po korakih, pak do tega, kamor smo danes prišli. Vi imate zdaj ta znanja na pladnju, tako rekoč. Ta znanja so zdaj dana, so tukaj. In torej vi boste porabili bistveno manj časa za to, da boste prišli na to raven, kot jo imamo mi. In to se mi zdi ena taka zelo dobra spodbuda, ki se kaže konkretno v Sloveniji. Slovenci smo, bom rekla, zelo učljivi, zelo osveščeni pravzaprav, imamo to sposobnost, pravzaprav. In res, bom rekla, ta spoznanja, ki so jih tuje raziskave prinesle, tuja spoznanja, jih znamo zdaj s pridom uporabljati že v Sloveniji. Recimo konkretno ta projekt Aktiv in drugi podobni projekti. Zakonodaja, recimo, se je, hvala Bogu, končno nekoliko posodobila, kar se tiče vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Zdaj verjetno tudi delo, zakonodaja na področju dela temu skuša slediti. Tako da jaz mislim, da kakšne hude bojazni, da bi preveč zaostajali, zato ker smo bili nekoč zaostali, ni več.
Hvala. Imamo čas še za eno ali morda dve kratki vprašanji. Robi Kropič. Ja, meni bi zanimalo, mogoče par besed več, glede na to, da ste izhajala iz tega koncepta Vigotskega, se pravi umetnost kot dojemanje koncepta, ne, in potem zaključovala z enim pojmom estetska zaznava. Zdaj, seveda, v bistvu pač dojemanje umetnosti je nekako ta induktivna logika, ne, ker do koncepta pridemo preko zaznavanja konkretnih pojavov na različne možne načine, ne. In tisto, kar pravzaprav takšne zaznave dela specifične, je pravzaprav, da se tudi emocionalna dimenzija bistveno bolj odziva, recimo, na tak način spoznavanja koncepta, kot če gre, recimo, za neko deduktivno, intelektualno, pravzaprav, presojanje oziroma razmišljanje, recimo, konceptualno. Zdaj, kako pravzaprav, ali obstajajo kakšna spoznanja o tem, kako, recimo, ta selekcija čutov, ki jih uporabljaš v teh zaznavah, ki vpliva tudi na emocionalno dimenzijo. Ja, hvala lepa. To je pa zelo akademsko vprašanje, da tako rečem. Ja, seveda, ogromno, bom rekla, teh razprav, raziskav na področju psihologije, emocije je bilo v zgodovini od tega, kaj je prej, ali je prej pravzaprav neko spoznanje, ali je prej čustvo, a se ti odzoveš, ko zagledaš medveda pred sabo, a ti najprej dojameš medveda kot nevarnost, ali najprej ta kognitivna ocena, pa potem sledi čustvo. Dejansko, ali je prej zaznava, se pravi, ti vidiš medveda in se ga ustrašiš, šele ko bežiš, pravzaprav se zavedaš, da bežiš in tako naprej. Tako bom rekla, nekako sodobna psihologija emocij jasno kaže na to, da brez neke kognitivne osnove ni emocije. Emocija je pravzaprav kognitivno posredovana. Tako bom rekla, čist kot pri zaljubljenosti. Danes je znano v psihologiji, da ni te slepe zaljubljenosti oziroma zaljubljenosti na prvi pogled, ker je vse v tvojem kognitivnem aparatu že prejudicirano, predisponirano, kdaj in v koga se boš zaljubil. Tako da v bistvu je to čustvo pravzaprav pride šele po neki kognitivni presoji. Zato je ta estetska presoja, o kateri govorim na koncu, pravzaprav dejansko to kognitivno čustvo, ki ni zgolj čustvo. In to kognitivno čustvo, ki mora biti opremljeno za to izobraževalno dozo, za socialnim in kulturnim okoljem, za vzgojo, z izobraževanjem, samodejavnostjo. To, sam dotik in sama konkretna izkušnja še ne pomeni tudi estetske presoje v tem smislu. Najlepša hvala, s tem se je naš čas za razpravo iztekel. Mi pa si bomo privoščili eno